Torej, kaj je na knjigi Čefurji Raus, da je še zmeraj deležna tolikšnega zanimanja javnosti? Je to prava mera politične nekorektnosti? Pa mislim, da tudi do neke mere zagotovo. Tu je seveda humor, ki pritegne, zgodba, ki po mojem nagovori zelo širok krog bralcev. Dejstvo pa je, da so nekako bralci v Sloveniji precej nezaupljivi, in čakajo priporočila, bodisi so to priporočila nekih strokovnih žirij ali pa njihovih prijateljev, znancev. Tako da kar nekaj časa traja za vsako knjigo, da pride do bralcev. Mi nismo ljudje, ki bi kar takoj pograbili nekaj, kar se nam zdi zanimivo, ampak čakamo dostega. Zato mogoče ta popularnost tako dolgo traja. Tako da je pa res, da pač knjiga je sprožala tudi številne polemike, to je spet marsikomu zanimivo, se želi prepričati sam o njeni vrednosti. Tu je potem tudi predstava, ki sedaj kar prevablja kar širok krog ljudi, marsikdo gre gledati predstavo, se navduši, kupi knjigo. Tako da mislim, da splet vsega tega nekako rezultira s tem, da je prodanih že mislim, da več kot 12.000 izvodov in da je tudi v knjižnicah kar izposojena. Kaj pa sama tematika, se pravi ne Slovenci, se tudi sami počutite Čefurja v Sloveniji? Pa jaz se trenutno ne počutim nič, kar bi se dalo opredeliti s besedami Čefur, Slovenec, podobno, nimam potrebe po kakšnem koli tovrstnem opredeljevanju. Tema knjige pa seveda je pritegnila sploh na začetku neko pozornost, osnovno pozornost medijev, ki so se potem razpisali ne samo o literaturi, ampak tudi o širši temi, skratka je bila hvaležna kot neka vaba za to, da ste veliko ljudi o tem pisalo in na ta način knjigo reklamiralo. Mislim pa, da potem v knjigi marsikdo najde tudi stvari, ki niso nujno s tem osnovno to temo povezane, da najde veliko, zato pač ljudje niso samo, bralci niso samo Čefurji recimo, ali pa tisti, ki jih ta tema zanima, ampak so bralci tudi tisti, ki najdejo tu neko družinsko zgodbo, ki najdejo neke intimno zgodbo in odraščanja, tako da po moje ravno ta večplastnost nekako prinaša knjigi tako raznolike bralce. Ste dokaz, da lahko tudi tisti, ki se pišemo na ič, uspemo v Sloveniji. Je res to tisto mogoče, kar človeka opredeljuje, se pravi že sam priimek? Pa jaz sem se vedno nekdaj trudil, da me to ne bi opredeljevalo, in mislim, da me ne. Saj jaz sam sebe ne dojemam kot nekoga, ki se piše na ič. Mislim, da je to res odvisno od vsakega človeka, je pa res, da včasih te pa tudi okolje potisne v nek položaj in iz katerega se potem moraš, če se seveda hočeš, sam izmazati. Jaz mislim, da meni kar velikokrat uspevalo, da so me ljudje dojemali kot neko osebo, nekega prijatelja, sošolca, znanca in ne kot nekoga, ki se piše na ič. Tu pač je nažalost vsak posameznik prepuščen samemu sebi, da se iz tega od teh predsodkov izkoplje. In mogoče jaz zdaj služim kot nek primer nekoga, ki mu je to uspelo, mislim pa, da je kar dosti takih primerov in da niso vse zgodbe ravno negativne. Kako pa vas vidijo v bivših jugoslovanskih republikah, se pravi v južnih republikah, vas gledajo kot Slovenca ali nekoga izmed njih? Pa mešano, mislim malo mešano, tako, na pol sem Slovenc, na pol sem njihov, radi me nekako prisvajajo, hkrati se zavedajo, da sem slovenski avtor, sploh ko vidijo ceno knjige, recimo se začudijo, zakaj pa ta na ič pa je dvakrat dražja, ker se ne računajo, da je knjiga prevedena. So pa predvsem dosti pozitivno sprejeli, knjiga je že razprodana v Srbiji, išel je ravno kar ponatis, tudi na Hrvaškem je bila recimo nominirana za prevod leta, tako da mislim, da so tudi to zgodbo kar z veseljem pograbili. Mogoče res so tudi v promotivne namene reklamirali me mogoče kot tudi bosanskega avtorja, pa srpskega in vse, mislim, da sem bil vse možne kombinacije, ampak na koncu je dejstvo, da sem jaz slovenski pisatelj, mimo katerega tudi oni ne morajo. Lahko rečemo, da imajo Združene države temnopolte, mi pa imamo v Sloveniji, se pravi južnjake oziroma Čefurje. Je ta čefurska kultura, se da primerjati nekje za to črnsko oziroma zamorsko kulturo, kot grdo reče, oziroma politično nekorektno v Združenih državah? Vse te zgodbe imajo neke podobnosti.
tako pakistanska v Angliji, turška v Nemčiji, so si pa med sabo različne, predvsem zaradi kontekstov različnih, zgodovinskih, zaradi vsak odnos večine in manjšine je po svoje podoben, po svoje pa tudi različen. Vsak ima neko posebno zgodovinsko zgodbo. In nekje pač kolonializem zaznamuje, nekje pač suženjstvo, tako kot v Ameriki. Mi mislim, da imamo to srečo, da tega zgodovinskega, neke tragedije zgodovinske, nekega zločina zgodovinskega nimamo. V manjši meri je to mogoče izbris, ki pa je vseeno neprimerljiv z nekimi drugimi stvarmi. In v tem primeru imamo kar dobre pogoje za neko dobro nadaljevanje te zgodbe. Tako da mislim, da če se bomo potrudili, bomo lahko se izognili nekim pastem, v katere so padle različne zgodbe, ki ste jih prej omenjali, predvsem trenutno mogoče aktualna zgodba iz Francije in Anglije, kjer pač je zdaj aktualen pač ta terorizem. Jaz mislim, da vsega samo temu se lahko mi zelo elegantno izognemo, če bomo pač bili pametni, če ne bomo nekih malih zgodb spreminjali v velike zgodbe, če bomo znali popravljati svoje napake in kot recimo tu, mislim, da se zdaj kaže neki premiki na bolje, tako z izbrisom kot z žamijo. V tem primeru mislim, da bomo mi boljša zgodba od teh.